Z nami je Gregor Moder, eden vrhov mlajše generacije slovenske filozofije. In zelo sem vesela, Gregor, da si danes z nami. Že dolgo nisem se pogovarjala z nobenim poklicnim filozofom in se danes prav veselim te debate. Jaz se to zelo veselim, hvala za povabilo. Se počutim prav dobro. No, super. Najprej, ko gledava tale tvoj kupček od daleč, sva se že prej malo pogovarjala, pa zdaj v ozadju, pa zdaj ga ponoviva. Kakšen je bil tvoj ključ pri izboru? Ja, zdaj, naslov teh tvojih večerov oziroma popoldnevov je povej mi, kaj bereš, povej ti kdo si, tako da nekako sem jaz to dojel kot neko povabilo, ne izberem 5 knjig, ki so me na neki točki v življenju definirale. In sem pač naredil neki izbor, ki upam, da bo zanimiv za širšo publiko, mogoče ne to zelo. Zdaj si pa tam še velikega brata. Tako da mogoče bo še kdo se kdaj to potem za nazaj, kjer knjige so mene definirale. Se kaj sprehodila skozi njih? Mogoče povej še kaj o tem, o knjigah, ki te definirajo. Mislim, kako je, ko srečaš svojo usodno knjigo, kaj se zgodi? Kaj pa vem, kot filozof sem imel recimo zdaj pri izboru malo težav najti neko leposlovno delo, ker sem si ga pa zelo želel najti. Neko leposlovno delo, zaradi tega, ker me v zadnjem času dejansko so me bolj ganile tudi, bolj definirale v tem smislu knjige, pri katerih mogoče lahko zelo eksplicitno filozofira. In seveda so me tudi veliko število leposlovnih knjig, ki so me definirane, ampak izbral sem pa tukaj res skoraj samo filozofske. Mislim, da enostavno zato, ker, v zadnjem času sem počutil predvsem kot filozof. Kako naključje? Kakšno naključje? Nekako definira mojo sedanjost, ta izbira tudi. Čeprav sem v končni fazi šel seveda skozi neko zgodovino tudi še iz mlajših let. Ganjajo te filozofske knjige, to mi je bilo zanimivo, ker teoretske knjige, tako si mislimo stereotipno, da jih mogoče bolj beremo bolj z glavo kot srcem, če narediva to stereotipno razliko, proti kateri bi Hegel gotovo, ki bi povedati. No, ravno pri Hegelu, ki je pač nek zelo star filozof, že zdavni, pozabljen mogoče, pa mogoče fino, da smo ga pozabili, kaj se nekaj. Je kljub samo... Se ti zdi, da je pozabljen? No, pozabljen. Je eden najbolj živih mrtvecev. Absolutno, je eden bolj živih mrtvecev, se strinja znotraj konteksta filozofije. Sploh, če pogledaš slovensko filozofijo, kjer imaš Žižka, ki je absolutni Heglovec, jasno, težko reči, da je zdaj pa to mrtev filozof. Govoril sem seveda bolj v nekem kontekstu, kaj mi lahko bilo zanimivo za širšo javnost. Ni ravno popularni filozof. Recimo za Žižka vsi vejo, kdo je, za Hegla, če že vejo za Žižka. V tem smislu. Tako sem mislil, da je mogoče nek avtor, ki je plesljiv, v tem smislu, da je že toliko zastarel, da tako rečem. No, ampak zakaj sem zdaj ravno on zanimiv? Ravno pri njem sem najdel nek pasus, ki ga bom potem, če je primerno prebral, ki se mi zdi, da ima tudi estetske kvalitete, da je tako lepa misel, da enostavno ne moraš reči, da to ni tudi lepa pesem. Bomo začeli s Heglom ali se vrnemo na začetek Spinozi, ki je bil na spisku pred Heglom in njegovi etiki, kaj se ti zdi, kako bi rajši zastavil? Zdaj Hegel bi najprej zastavil, to je ena od Heglovih poant, da je treba v filozofiji začeti s spinozizmom. Tako da, če hočemo biti zvesti Heglu, bi morali začeti s Spinozom. In da dava še mečkan ozadje, tvoj doktorat je bil prav na temo Hegla in Spinoze, velikih očakov, včasih na videz nasprotujočih si. In se prav spomnim še, mi je bilo veliko veselje in čas, da sem bila na tvojem zagovoru in tvoj mentor Mladen Donar se spomnim, da je rekel, da če ne bi se te teme ti lotil,
da je to definitivno tema, kot bi se rekli, o kateri je on že dolgo. Bi se morala tema dotiti mene. Ja. In ti je napisal tudi zelo laskav uvod in tudi zelo je bil, kot se spomnim, navdušen, da je bil mentor te naloge, ki je potem tudi šla v knjižni obliki. Kako se je pa ta tema lotila tebe? Ja, na nek način, če si dala ta okvir mojega doktorata s temo Hegel in Spinoza, je bilo pravzaprav zanimivo to, da jaz nisem bil Hegel. Jaz nisem bil nek človek, ki bi ga Hegel zanimal. V resnici sem bil spinozist. Spinoza je bil tisti filozof, ki se mi je zdel fascinanten, ki se mi je zdel, da ima tako radikalne teze, da absolutno se ga splača vedno znova brati. In se mi zdaj na nek način zanimivo, da je moj mentor kot zelo glasni Heglovec Mladen Dolar, da je to neka dobra pozicija za pisati disertacijo. No? Se pravi, da on na žive in mrtve zagovarja Hegla, jaz pa nasprotno branim Spinozo na žive in mrtve. Skratka, to se mi zdela neka dobra pozicija za začetek. In tako nekako v dialogu je tudi ves čas izgledal. No? Ves doktorat je dejansko potekal na tej ravni. Vsakeč, ko sva se srečala, sva imela v bistvu novo stopnjo te debate. Ne? Ampak Spinoza pravi pa takole. Hegel pa opozori na to. Tako da so bile... Blago. Izjemno... To zveni super. Ne, dejansko super je izjemno produktivne debate, ravno na tej ravni in seveda, da je vse skupaj sploh dobilo obliko doktorata, je med tema dvema mogel postati nek in. Med Hegelom in Spinozo je postal čedalje bolj pomemben ta in. Se pravi, neka možnost, točno to produktivnega mišljenja, ki se zgodi med tema dvema mislecema. No, pa zdaj dajva en uvod v Spinozo še za velikega brata, ki mogoče Spinozove etike ni bral. Ja, če bi imel recimo predavanje v prvem letniku kolegice in kolegi, knjiga Varharde Spinoze etika. Ja, kako, kje bi začel? Zdaj si v prvem letniku na dodiplom, za ta izziv ti postavim v sodobnem času, bolonska. Kdaj je živel in kdaj je umrl? Bolonski študij. Čeprav pri Spinozu dejansko ni nezanimiva njegova življenjska zgodba. On je bil nizozemski filozof židovskega rodu. Preselili so se iz Iberskega polotoka, njegovi predniki, verjetno iz Portugalske, mogoče iz Španije, to je včasih pri teh priimkih težko enoznačno določati. In so živeli pač v nekem amsterdamskem getu, nizozemskem je seveda takrat legendarno liberalna, kar je dožitev, kar je pomenilo v primerjavi s Španijo, kjer so imeli rekel kvistor, kjer so jih prisilno pokristanjevali ali pa izgnali, ubili karkoli. Je bila nizozemska legendarno liberalna, kar je pomenilo, da so jim dovolili, da živijo v nekem svojem getu in da tam znotraj, da daleč stran od oči se grejo svoje židovstvo. Tako nekako so, praktično so razmišljali, trgovali so z njimi, tako da na nek način so imeli tudi nizozemci kar precej koristi od te svoje tolerantnosti, ki je seveda za današnje pojme bila skrajno netolerantna v resnici. No, njegova osebna zgodba je pa še dodatno zanimiva. Zakaj? Zaradi tega, ker je znotraj te židovske skupnosti doživel nekaj, kar se sicer relativno pogosto, sploh ne pogosto dogaja, ampak skoraj nikoli se ne zgodi v tako ekstremni obliki, kot se je pri njemu. Namreč izobčenje. To ni čist enak koncept kot pri krščanskem izobčenju, ampak iz židovske skupnosti so ga izobčili. Bom uporabim kar ta izraz. In sicer pod zelo strogimi pogoji, zelo grobo so ga izobčili, kar načeloma ni v navadi in obstaja tudi pogoji, da te nazaj sprejmejo, ki so bi pri njemu zelo strogo postavljeni. No in zakaj ga je židovska skupnost izobčila? V tem kontekstu res ni nepomemben ta kontekst večinskega krščanskega prebivalstva. Njegove teze Spinozove so bile namreč glede
Boga in narave tako radikalne, da so vse verjetno, tako obstaja vsaj neko soglasje recimo, da so bile verjetno preveč radikalne za kristjane, ki seveda so verjeli v istega Boga, da so se potem Židje ustrašali, da če bojo oni dovolili, da nekdo iz židovske skupnosti govori take zločinske stvari, da bojo oni utrpeli posledice. Skratka, to je neka hipoteza. Zakaj so ga tako grobo izobšali? Zato, ker so se bali, da bojo oni čutili posledice. In kaj so bile te strašne radikalne teze? Najbolj znana je najbolj tisto reklo Deus sive natura. Se pravi, ko govorimo o Bogu, pravzaprav govorimo o naravi. Ko govorimo o nečem, kar ne bi presegalo naše izkušnje, našo vednost, naše življenje, v bistvu govorimo o naravi, kot nečem velikanskem, kar nas dobesedno presega, kar je večje od nas in tako naprej. In eden od konceptov, recimo, ki je tudi zelo znan in ki je seveda tudi bil znotraj krščanske filozofske ali pa religijsko-filozofske tradicije, je bil zelo pomemben, je bil koncept končnih vzrokov, finalnih smotrov. To je eden od konceptov, s katerim je na zadnje krščanstvo utemeljevalo tudi pojav zla. Zakaj zlo sploh obstaja? Se pravi, če je Bog vsemogočen in dober, zakaj zlo? Kaj točno je razlog, da obstaja zlo? In argument je bil seveda, da obstaja nek končni smotr. Skratka, da stvarstvo vodi neka božja previdnost, ki nas v tem kontekstu, ki ga mi ne poznamo, ne razumemo, ne vidimo, nas vodi vendarle k nekemu cilju, k nekemu smotru, ki pa je dober, ki pa je absolutno dober. In to je bila recimo tudi ena točka, ki je bil Spinoza radikalno nasprotno. Skratka, po njegovem narava nima nikakršne teleologije, nobene smotrnosti. Nič, kar se zgodi v naravi, se ne zgodi smotrno. In če gremo na sodobno filozofijo, ki je Spinozo izbrala za enega od svojih paradnih mislecev, so ravno te spinozistične teze postale v resnici, so bile vzete kot glasnik nekega novega materializma, ki se je recimo razvil v Franciji in med katerega največja imena lahko štejemo filozofe, kot so bili Louis Althusser, tudi Gilles Deleuze, ki je napisal nekaj sjajnih knjig o Spinozi, pa tudi mnogi drugi. Giorgio Agamben, dobro, on je italijanski filozof, ampak ga štejemo lahko tudi skoraj že med Francoze. Skratka, nek novi materializem absolutno stavi na Spinozo. To bi bil recimo nek moj začetni uvod. Zakaj je Spinozova filozofija? Kaj je recimo začetna pozicija Spinozove filozofije in zakaj je recimo ta filozofija noro relevantna v današnjih debatah? Oziroma, zakaj je tako zelo pomembno definirala sodobna filozofska vprašanja? Sodobni materializem nasploh, je v nekem pomembnem segmentu spinozističen. Vidim, da je listek tudi noter. Si hotel mogoče še nekako dom se prav navezati? Ja, mogoče. Mogoče to smotrno vzrokih sem bolj že pogledal še naprej, kaj sem si pripravil. To je mogoče neka misel, mogoče neka tema, ki je zelo pomembna pri Spinozi. Se pravi, kako si on predstavljal, kaj za njega pomeni ta narava, ki je obenem Bog. Narava je na način vse. In ta vse, ta celota je mišljena kot ena substanca. To je neki izraz, ki ga Spinoza uporablja, ena substanca. Se pravi, ne smemo si predstavljati, da obstaja, poleg stvari, obstaja pa še misel. Tako kot je recimo znano Descartes, je razločil stvari na miselne stvari in razsežne stvari.
prav poleg tega, da imamo stole, mize in knjige, imamo pa še koncepte, ali pa imamo pa še mišljenje. Za Spinozo na nek način je treba to videti samo kot dva vidika ene in iste substance. Skratka, da ko govorimo o idejah in stolih, govorimo v resnici o nečem, kar je ista substanca, samo v različnih vidikih. To je recimo neka osnovna poanta. In glede tega je šel celo tako daleč, glede narave, ki v sebi ne vključuje nobene popolnosti. No? To je pa mogoče tista točka, do katere hočem priti. Se pravi, kaj to pomeni, da v naravi ni nobenega smotra, ni nobenega telosa? To pomeni, da za nobeno stvar v naravi ne moramo reči, da je v nekem nepopolnem stanju in da se s časoma bo izboljšala. Vse, kar je na nek način, je popolno. V tem pomenu, da se nima kam izboljšati. V smislu, nima nobenega smotra, kam bo še prišla. In z tega vidika je Spinoza celo zagovarjal, da niča sploh ni. Kar je recimo znotraj filozofije nekako najbolj eklatantna teza. Niča sploh ni. Je na nek način samo bit. In že sam s tem izrazom seveda nosi Spinozova filozofija jedro zgodovinske filozofske problematike, ki seže vse do Parmenida, ki je mogoče eden dejansko ne samo vrhov, ampak je nedvomno predsokratski filozof par excellence, Parmenid. Še celo Platon se do Parmenida obnaša kot do svojega učitelja. In Parmenid je imel natančno to tezo, bitje, ne biti ni. In glede tega je Spinozova filozofija dejansko nek konsistentni, sistematični, izjemno natančno, z matematično natančnostjo izpeljani etični sistem, utemeljen na načelu, da samo bitje ne biti prvi. Kaj ima to? To so zdaj odloki, ki sem jih hotel prebrati. Če si filozofsko predstavljamo to substanco kot eno, ki v sebi ne vključuje nobene nepopolnosti in kjer niča ni, kakšne posledice ima to za etiko? In sem hotel samo mogoče prebrati, recimo, kaj neposredno to pomeni za vprašanje smrti, ki je bilo recimo v krščanstvu. Pa vem, da vsaj dve sogovornici ta tema gotovo zanimala. V krščanstvu, kot vemo, je smrt dojeta kot nekaj, kar, da se osvobaja do besedno. Skratka, šele smrtjo pridemo v bistvu do pravega življenja. To zdaj je samo neka dolžinaslovsko umremo, pridemo na bolje, tako rekoč. V filozofiji, ki jo je Hegel zagovarjal, tukaj ves čas Hegelovo tezo v zvezi s Spinozom jemljem kot neko podlago tega, kar sploh govorim. Za Hegelovsko filozofijo bi bila poanta ravno ta, da skozi neskončno trpljenje lahko pridemo do neke odrešitve. To je navsezadnje recimo smisel Jezusovega trpljenja bi bilo to. Skratka, da obstaja trpljenje, ki je ekscesno trpljenje, presežno trpljenje in naravno skozi ta eksces trpljenja prideš do odrešitve. To je recimo neka filozofska poanta, ki jo lahko izluščimo iz krščanske religije. Spinoza popolnoma drugače gleda na smrt. In recimo zapiše tole: Svoboden človek ne misli na nič manj kot na smrt in njegova modrost ni premišljevanje o smrti, ampak o življenju. Zelo tak kratek stavek, ki je legendarno spinozističen, natančno v tem pomenu, da za Spinozo je smrt enostavno popolno opešenje tvojih moči, tvojih zmožnosti, spoznavnih, telesnih, vseh zmožnosti. Skratka, smrt je enostavno zunanji konec tega, kar mi smo. Ne nek notranji konec, ne nek smoter, ne nek telos, kateremu težimo in se na nek način prelevimo potem v neko novo življenje, ko ga dosežemo. Ne, samo zunanji konec naših zmožnosti. Skratka, glede tega je res radikalno. Na nek način je njegova filozofija neverjetno enostavna. Pač je, kar je. Smrt je tisto, česar ni. Torej, na nek način, smrt je meja z nečem, kar ni, in v tem smislu je smrt sama nezanimiva. Ampak ni pa nič, ne?
Dobro, mislim, po mojem v tem smislu zares jedro problema. Ker smrt človeka je ravno meja z ničem. Če pa govoriš o meji z ničem, si ga na nekaj način spet pripelje v debato. Tako da dejansko, mislim, tukaj je dejansko neka meja, če mene vprašaš, je tukaj dejansko nek domet Spinozove filozofije, ki te na koncu prepriča, da vendarle moraš prebrati še Hegla. Da vendarle moraš se soočiti še s Heglom. No, ampak če za začetek ustrajamo z tem radikalnim spinozističnim načelom, skratka, kako utemeljiti etiko, ki recimo se absolutno ne sklicuje ne na smotre, ne na nič, ne na praznino. Še nekaj lepih, mislim, ker rezultati so zelo lepi, mislim, recimo, izbral sem en pasus, ki je manj znan, se mi zdi pa zelo zanimiv. Uporabljati stvari in se jih veseliti, kolikor se da. Seveda ne do naveličanosti, zakaj to se ne pravi veseliti se, je načelo Modrijana. Uporabljati stvari in se jih veseliti, kolikor se da. Načelo Modrijana je pravi, da uživa in se krepi zmerno in prijetno hrano in pijačo, da uživa vonjave, prijetno zelenečo rast, nakit, godbo, telovadbo, gledališke predstave in podobno, kar je mogoče uživati, ne da bi kdo s tem komu škodoval. Se prepoznaš v tem Modrijanu? Absolutno. Moram reči, da na tej ravni sem absolutno spinozist. Skratka, uživanje v življenju absolutno se ne mislim odpovedati in ta del se mi zdi, da dejansko je pri Spinozu izjemno močan. In jasno je seveda, da je ravno ta afirmativni, ta radikalno afirmativna filozofija je seveda natančno tisto, kar je v današnjih filozofskih razpravah vodilo kateregakoli vitalizma. Se pravi, kjerkoli filozofski vitalizem danes bo vedno se lahko močno načrpal iz Spinozove filozofije. Kaj pa za bolj kompleksne stvari? Recimo, za bolj kompleksne stvari, kot je recimo sožalje, kesanje, ponižnost. To je skratka neka čustva, ali pa bolje rečeno neka občutja, ki so v krščanskem kontekstu temelj vsake etike, jih ima Spinoza dejansko za nekoristna, kontraproduktivna. Sprav, sožalje je enostavno v Spinozovi etiki kontraproduktivno. Zakaj? Ker če hočemo človeku, ki je žalosten, dobro, je ta del ravno ne sožalje. Se pravi, to, da hočemo prijatelju pomagati, to ravno ni sožalje, ampak je, ta del ravno ni žalost, ampak je so veselje, točno tako. Je že v resnici afirmacija najne skupnosti, najnega prijateljstva, česarkoli, in ravno ni žalovanje. Sprav, sožalje v tem pomenu, da resnično žaluješ, je kontraproduktivno. Kesanje, se pravi, da nekaj staniš, pa se kesaš. Spet, tipična krščanska tema. Pa si se, kaj že bilo tisti risanki, pa si se pokesal, zapihaj travico, pa bomo videli, če si se pokesal. Kaj že bilo tisto? Ja. Pojoča travica, ja. Pojoča travica. Skratka, a pa si se pokesal? No, Spinoza, vsak dober spinozist bi moral reči, ne, hvala. Ne, nisem se. Skratka, kes, v kakšnem smislu, zakaj tako razlagam? Zaradi tega, ker je za njega vsako veselje v resnici občutenje afirmacije ali pa povečevanja lastnih zmožnosti in moči. Medtem, ko je vsaka oblika žalosti, je v resnici občutenje zmanjšanja lastnih moči, zmožnosti, kakorkoli bi to povedal. In zato je tisto, kar je tukaj etični imperativ pri Spinozu, je natančno to, da se držiš teh veselj, da se držiš afirmacije. Karkoli sodi k negaciji, da tako zelo enostavno rečem, je v resnici kontraproduktivno. Tako. Gospod profesor, jaz bi tako
sklicevala, da postanete redni profesor. Ja, se prečujem, če to mogoče preveč. Ne, ker poleg tega, da obvladate samo vladanje in tako, ne, znate to tudi razložiti tako, da je vse zanimivo in da lahko potegnemo kaj in odnesemo domov, ker včasih se mi zdi, mogoče samo en medklic, da velja posebej med profesionalnimi filozofi za skrajno sramotno, če bi si človek s filozofijo tudi vsak dan pomagal. Ali če bi ga mogoče celo navdihovala, ker to bi bilo pa potem že spada na self-help politiko. Ne. V resnici se mi zdi, da si napravo pokazala, na pravo mesto. V resnici se mi zdi, da filozofija mora biti nekaj, kar tega. Zato sem to sploh rekel. Dejansko moram... Se tako si začela, se ni tako začela. Ja, na nek način seveda je res. Filozofija je bila etična filozofija. Kaj sploh pomeni to, da ravnamo moralno, kaj sploh lahko naredimo sami sabo. Čist praktična filozofija. Tako si začela. Absolutno. Žal je tudi skrenilo stekal ti. Mislim, in ravno Hegla bi lahko imel kot enega tipičnega predstavnika filozofije, ki je skrenila s te poti, ki je šla v neke formulacije, ki so preveč abstraktne, ki so preveč, kako bi rekel, zgolj razumske zaradi razuma. Ampak če ko bi prišla do tja, bomo pa spet pokazati, da ni tako. In kar je zabavno še recimo pri Spinozovi knjigi, da jo napiše v nekem slogu, ki je za današnjega bralca grozljiv že skoraj, ker jo napiše v ultramatematičnem slogu, se pravi z definicijami, aksiomi, dokazi, pravili, opombami k dokazom, sklicevanjem na prejšnji aksiom, skratka v modusu nekega matematičnega dokazovanja, kar je nora ideja. Se pravi, da se ti lotaš etičnega premisleka na ta način je mislim, na nek način super gesta. Stilno, izjemno zanimiva gesta. Stilno seveda rečem z načrtnim namenom evociranja v bistvu estetskih prvin takega posega. Jasno pa je, da seveda, za nekoga, ki ne želi slediti temu stilu, ni nobene potrebe, da spinozizem, da prav spinozistične filozofije drži v tej formi. Ni nobene potrebe. Se pravi, lahko ga povedi tudi tako, ne? Upam. No, zdaj pa kar k Heglu, ki ga je treba prebrati pa Spinozi, praviš? Ja, mislim, že del Heglove poante je, da je treba začeti v filozofiji kot spinozist. Ampak v njegovem času je bil Spinoza dejansko tako velik trn viseti vsem, da si se moral do njega opredeliti. V Heglovem času v bistvu si se, tako kot se danes, ne vem, vsi opredeljujejo do Žižka, ne? Tako je drugače, čeprav veliko manj argumentirano, bolj na anekdotični ravni se mi zdi, ne? Ja, se strinjam z obema poantama. Se pravi, prvič s poanto, da je bil Spinoza nekaj, o čemer se enostavno moral kot intelektualec imeti zelo jasno stališče, in z drugo poanto, da je v času nemškega idealizma, se pravi nekega obdobja razcveta nemške filozofije, če bomo tudi rečemo nemška klasična filozofija, ravno zaradi tega, ker je enostavno so takrat nemški klasiki, kot tudi Kant, Fichte, Schelling, sproducirali svoje izdelke. V tem kontekstu je enostavno spinozizem bil neka definitorna oznaka. Bila je cela polemika o spinozizmu, ki se je razvila iz nekega škandala. Mogoče to je neka taka zabavna zgodbica, ki se mogoče splača povedati za prvošolce. Za velike prvošolce. Zakaj je bil v tem smisel? Zakaj je spinozizem tako močno opredelil v bistvu situacijo v nemškem idealizmu? Zakaj? Zato, ker se je pojavil nek socialite, pri tem da se rekel, Jakobi po imenu, ki je na neki točki označil legendarnega nemškega razsvetljenca Lessinga, ki ga poznamo kot dramatika s nekaj čudovitimi
izdelki v svetovnem merilu, no, označil je Lessinga za spinozista. Oziroma, natančno rekel je, da je v neki njuni privatni korespondenci, oziroma privatnem pogovoru, celo Lessing samega sebe označil za spinozista. In v kontekstu, ko je Spinoza še vedno veljal za tega psa, ki ga je treba pobiti, za tega krivoverca, za tega norega ateista, ki si drzne predlagati nekaj takega, kot da bi naše mišljenje o Bogu v resnici bilo mišljenje o naravi. Nekaj, kar mogoče danes na intuitivni ravni v resnici veliko ljudi sprejema kot evidentno dejstvo. To je takrat absolutno veljalo kot neverjetna psovka. In v tistem kontekstu je seveda imenovati legendarno osebo, kot je bil Lessing, za spinozista, pomenil delati zdrahe. No in Moses Mendelssohn, ki je bil tudi nek manj legendaren, ampak še zmeraj legendaren nemški razsvetljenec, se je čutil dolžan tukaj braniti Lessingov spomin in njegovo čast. Zakaj? Zaradi tega, ker pač enostavno razumel to oznako kot neko želitev. Čeprav je Jakobi sploh ni tako mislil, ampak on je to dojel kot, no čakajte, spinozist pa res ni, tako nekaj je to razumel in skratka napisal je dolg odgovor, eno knjigo je hotel napisati v odgovor temu tepcu Jakobiju, ki poskuša blatiti našega Lessinga. Jakobi je imel pa še to finto, da je potem objavil korespondenco, pisma o Spinozovem nauku, ki jih je imel z gospodom Mendelssohnom, brez Mendelssohnovega privolje. In to je v resnici zares sprožil škandal, ki se je razvil do te mere, da je Mendelssohn pač v živčnosti hotel nek svoj dokončni odgovor objaviti na svoj rokopis neke zimske noči, na vrat na nos nesel k založniku, staknil neko hudo bolezen in umrl. Skratka, človek je umrl zato, ker zaradi filozofijo. To so žrtve, točno tako. Absolutno, skratka, za resnico je umrl. To je bila njegova gesta in dejansko so potem se razumele čist enostavno nekako se je namigovalo, da je Jakobi v bistvu zakrivil Mendelssohnovo smrt. No, to je bila recimo neka podtalna kritika. Skratka, neka zgodbica se je pojavila, ki je bila vsem seveda, vsi so o tem govorili in na konceptualni ravni pa v resnici odprla vprašanja, ki so enostavno definirala takratni prehod iz recimo razsvetljenstva v predromantiko in romantiko. In enostavno vsak, ki je karkoli hotel povedati, je mogel imeti stališče o spinozizmu. To je recimo okvir, v katerem je Hegel vedno znova se vračal k Spinozi. Zakaj je bila, ne samo za Hegla seveda, ampak zakaj je bila specifično za Hegla zanimiva Spinozova filozofija, je bil tako. Seveda obstajajo pa še podrobnosti, do katerih mogoče še nadaljevati. Me kar pustiš, jaz se res bojim, da ne bo to zdaj predavanje. Ne, to je odlično, tako da, ker se mi zdi, da se teh knjig težko tudi drugače lotva in da je to en tak krasen vstop. In še se zelo uživam v tem, da malo obnavljam svoje znanje. No, to je ta anekdota, mogoče spet, ampak ja, evo, to Spinozovo življenje in njegova smrt dejansko sta zelo pomembna za Heglovo filozofijo in za filozofijo na splošno seveda. Dobro, osnovna poanta, kaj je bil recimo Heglov odgovor na Spinozo, je bil čisto enostavno ta, ne samo, da nič tudi je, mislim, to tukaj pride razlike znanosti logike, ne samo, da nič tudi je, da moramo absolutno upoštevati tudi nič, in da moramo upoštevati tudi koncept telosa. V nekem radikalnem smislu je šel Hegel braniti koncept telosa, se pravi koncept tega da ima vse stvarjenje in cilj, mislim, ja. Sicer, kaj točno koncept smotra pri Hegelu pomeni, je seveda zelo specifično vprašanje, ampak
njegov odgovor je bil, mislim, absolutna negacija Spinozovega stališča, ampak tako radikalna, da je spet, po mojem, neverjetno zanimivo. Ni šel samo na tezo, da bitje, pa tudi nič je, ni bila to njegova teza, ampak njegova teza je bila, da bitje je nič. Skratka, noro radikalna teza. Če dovolj bi zdaj pripravil odlomk, ki se mi zdi tako estetsko res dovršen, da si ga splačamo, da se ga Zanimivo, od vseh Heglovih monumentalnih del si zbral znanost logike. Zakaj? Zakaj? Ravno zaradi tega pasusa. Ravno zaradi tega pasusa, ker se mi zdi, da na nek način najbolj neposredno gre v jedro problema. In v tem pasusu se tudi, Hegel se posod sklicuje na Spinozo, ampak v tem pasusu se sklicuje ravno na to odločilno točko Spinozove filozofije, ki jo lahko povzamemo kot jaz sem ubit. V bistvu, jaz sem ubit, pika, ne bi smeniti reči, nič pa ni, jaz sem ubit, pa se pa ne upamo reči, če nikaj bo s tem na nekaj čem damo že preveč. Zato skratka se mi zdi ta odlomek, ki ga bom zdaj prebral, odličen, ker Hegel poskuša reči natanko to. Povzemimo ta vrš, jaz sem ubit. Pa brez nadaljnega. Sprav brez tistega niča pa ni. Jaz sem ubit, vzemimo to čisto zares. Takole zveni ta odlomek. Bit, čista bit. Brez vsakega podrobnejšega določila. Res, berem to neposredno kot odgovor na Spinozo. Prav, povzemimo. Bit, čista bit. Brez podrobnejšega določila. V svoji nedoločeni neposrednosti je enaka le sami sebi in tudi ne enaka nasproti drugim. Niti znotraj sebe, niti navzven nima nobene različnosti. Pravi, ni nobenih določil, nobenih posebnosti, nobenih specifik. To je absolutna bit, čista bit. Če bi bilo prisotno kakršnokoli določilo ali vsebina, ki bi bila v njej razlikovana, ali spričo katere bi bila postavljena kot različna od drugega, bit ne bi ostalo v svoje čistosti. Je čista nedoločnost in praznina. V njej ni ničesar zreti, če je to sploh moč govoriti o zrenju. Ali je le to čisto prazno zrenje samo? V njej prav tako ni ničesar misliti. Ali prav tako je le to prazno mišljenje. Bit, nedoločeno neposredno, je dejansko nič. In ne več, ne manj kot nič. Potem gre naprej na razdelek o niču, pa še v postavljanju in tako naprej. Ampak to je jedro njegove filozofske pozicije nasproti Spinozi. Sprav, še enkrat, ne samo, da tudi nič je, bit je isto. Sama je nič. Ja, sprav, bit je na nekaj že sama nična. Natančno v tej svoje čistosti in absolutnosti. Sprav, ravno ko rečeš bit in samo bit je, v bistvu moraš priznati, da ta bit je nič. Je sam... Hegel je bil izvrsten budist. Ne, absolutno imaš prav. Absolutno imaš prav, da si to rekel. Absolutno obstajajo dolge študije o razmerju med Hegelom in azijskimi filozofijami, od budizma do drugih filozofij, ampak enostavno na ravni tega koncepta praznine. Se pravi, Hegel zagovarja praznino v pomenu, ki je res na las blizu azijskim konceptom praznine, samo budističnim. In vendar, to je pa treba vsem podati, in vendar je Hegel vedno in dosledno čutil neskončno potrebo, da je razločil med tistim, kar je od sam pojmenoval orient ali orientalska filozofija in temu, kar je on sam zagovarjal, in to je bila filozofija krščanske Evrope, recimo, ali pa z Nemčijo seveda načelo, se pravi, filozofska dediščina krščanske Nemčije. Ampak Nemčija tako pri Hegelu pomeni Evropo. Kot pri marsikaterem drugem Nemcu. Še danes, ampak nekaj smo mogoče že preveč zlobni. Skratka, to se mi zdi nek tako
enostavno dojemljiv, ampak obenem neskončno produktiven filozofski zaplet. Se pravi, neka nora, zanimiva pozicija, da je samobit, niča pa ne, in neka še bolj nora pozicija, ja, to je res, je samobit, ampak to je že čisti nič. Tukaj se mi zdi, da sta Hegel in Spinoza dejansko, če se vrnemo malo k temu, filozofsko razgledata. Tukaj se mi zdi, da se odigrajo enostavno. Tako zanimivo je, da ne boš še jih razjokal, mogoče, ali boš ne nekako čustoval, ampak moraš pa se opredeliti. Oba te prisilite, da neko stališče tukaj zavzameš. Kaj s tem niče? A je, ali ni, ali kam ga da? Ta ljubezen do ideje je fascinantna, ne? Ker jaz tudi, ko sem tudi študirala filozofijo, ravno zato, ker natanko to ob teh idejah, ki mogoče komu, ne vem, če bi jaz, ne vem, če bi tole pomisleč gledal, kdo filozofija zanima, bi verjetno ne zanima, bi verjetno težko razumel, zakaj bi se nekdo lahko razumel ob biti niču in zakaj bi koga razumemal to, kakšno razmerje med bitjo in ničem in tako naprej. Stvari zvenijo skrajno daljne, tuje in suhoparne na nek način, ampak se mi zdi, da če človek ima to slast do teh idej, je pa to nekaj okušanje te ideje, nekaj, s čimer ni pravzaprav nič drugega primerljivo, tak neizmeren užitek, tudi čist spinozistično telesni, ki veča moči. Absolutno. Kako ti doživljaš filozofijo? Tudi strastno se mi zdi, ne? Absolutno, ampak zdaj si že toliko veliko stvari si odprla, da upam, da mi ne bojo šle. Najprej predem pozabim, hotel sem te seveda vprašati, ti si specialistka za orient. Absolutno upam, da tukaj bo zamenjala vlogi, bom jaz začel naivno spraševati, ti boš pa učence razložila malo, kako je s praznino budizmu. K temu absolutno se vrnem, samo neposredno, da predtem še povem, absolutno se strinjam. In samo še enkrat bi podčrpal, da se Spinozova knjiga imenuje etika. Se pravi, to, da samo biti je, niče pa ni, je absolutno etična pozicija. In enako velja v resnici za Hegel. To, da je čista bit že prišla v čisti nič, je absolutno politična, etična, moralna pozicija. Zdaj pa, prosim, da mi razložiš. Preden greva na to, mogoče še en tak znan Hegelov malo anekdotični spis je, s katerim se tudi začnejo ponovadi na filozofiji predavanja, nemški klasični, kdo misli abstraktno. Ne? In Hegel malce ponagaja tistim, ki se pritožujejo, da filozofi govorijo o abstraktnih stvarih v oblakih, ki nimajo zveze z dejanskostjo. In pravi, pa ta twist boš ti malo boljše razumeti, jaz sem ga že malo pozabila, da dejansko tisti, ki najbolj mislijo abstraktno, so tisti, ki se ukvarjajo s tem, kakšno, ne vem, podvezico, kdo že ima gospa v manj. Se pravi, to sem hotela poudariti, mislim, te stvari pri strastnih filozofih so dejansko življenjsko zavezujoče. To ni kar neki, kot bi se rekel v prvem letniku bolonskega. Absolutno. Če mi dovolj, bi zdaj postavil to svoje vprašanje učenca. Sem upala, se bom uspela. Ne, sem hitro prepoznal tvoj manever. Če dovoljiš, bom te vprašal. No, glej, jaz seveda, ko sem bral ker Hegel je z orientom zelo grdo pravi v resnici. Skratka, mislim, glede na to, koliko bi se lahko reklo, da pravzaprav da Hegel zelo veliko črpa iz orienta. On v resnici opravi celo to filozofijo zelo zlevo. Zato me zanima, jaz sam kot nekdo, ki azijskih filozofij iz budizma, naprimer, nimam pojma, ne na izkustveni ravni, ne na kakšni drugi, absolutno tebe vprašam, kot gospa profesorica. A nam hočete razložiti, no? Kako je s to praznino? Kaj je praznina v budizmu? Kaj pa je orient v Hegelu? Isto, jaz bi rekel, da je orient v Hegelu natančno praznina. Mislim, ok, bom pa žle, če se boš tako izrazila, bom pa žle.
Bom pa rekel, kaj Hegel pove o Orientu. Hegel pove o Orientu, ja, se vidite, kako je Orient. Skozi je vse nekaj pisano, pa polno enega obredja. Skratka, pretiravanje z nekimi naključnostmi, s temi podvezicami, ki so arbitrarne, ki so popolnoma v tem smislu abstraktne, ker jih je kolikor hočeš. Je tole lahko bilo pa tudi kaj drugega. Kar hočeš je, vsega, pisanje Orient, bomo rekel. In ta pisanost je v resnici samo drugi obrat praznine. Spravo, ravno tako, kot imaš po eni strani neskončnost naštevanja, je ta neskončnost naštevanja samo sebi nekaj praznega, je samo sebi nekaj ničnega, ker že sama neskončnost, ki je v tem naštevanju vsega, kar je vsebi nična. Je neskončnost, ki ne pride do nekega sklepa. Je neskončnost, ki se enostavno nikoli ki se izpoje ravno v tem, da enostavno nikoli ne neha pet. Mislim, da ima še bolj banalne vzroke Hegel za... Ne, če imaš še grde, če hočeš še grše, ima seveda še grše. Da recimo, ko opisuje to čisto bit, ki je tudi za njega zanimiva, se spomne na Orient in reče, no, ta čista bit, ta čista neposrednost, to je v bistvu tisto, ko Indici, ki so sposobni celo življenje gledati konico svojega nosu in zraven govoriti tako res je že nekaj ponavlja se hodobne tega. No? Ampak to je ta čista, to je praznina čiste biti, je v bistvu ta orientalski je to strmenje v konico v nosu, nekaj ultrapartikularnega, kot je konica nosu, in popolna potopljenost v nič. Ki pa je bit, ne? Poanta je v tem, da se za Hegla vse skupaj začne šele, ko vneseš diferenco. To je poanta, ne? Če imaš samo bit, imaš lahko tudi samo nič. Nisi nekaj, karkoli se sploh šele začne. Sploh lahko karkoli dobiš šele. Zdaj pa že na podiplomski ravni, tako da moram počasno. Sem mislil, da sem na ravni Moramo nazaj na bolonsko ravni. Kar mene zanima, je v bistvu Heglu, jaz zelo ne zameram tako zelo njegovega odnosa do Orienta, glede na to, da je bil čisti izmislek na podlagi pač nekih res anekdot, ki jih je očitno slišal in ničesar, da besednega niča, ki je bil takrat preveden. Kar se mi zdi bolj simptomatično, je to, da v bistvu filozofija po Heglu gladko in nekritično prevzame pač Heglovo izničenje recimo tega vsega orientalnega in to filozofi, ki se imajo za najbolj progresivne, črske, globalne, bodo povedali, da filozofija pa seveda ne obstaja kjer drugje kot v Grčiji, Nemčiji in Franciji. Že kakšni Francozi bojo priznali, kaj se mislim, da je Heidegger rekel, da Francozi začnejo misliti, ko začnejo razmišljati o nemščini. No, tako. In to mi je v bistvu bolj zanimivo, zakaj se to zgodi. Se pravi, zakaj namesto, da bi mogoče se lotili branja nečesa, ali pa, ker zdaj konca, da pri slovenskih prevodih imamo res malo, ampak v angleških je pa zelo veliko zanimivih reči. Ampak ne, namesto, da bi karkoli prebrali, imamo to, je Hegel že ta nekaj za nas prebral in da ni treba... Mislim, Hegel se strinjam. Hegel je tukaj definitivno ime, ki dela škoda. Ker se mi zdi, da je neka filozofska avtoriteta, ki žal ni avtoriteta o asenskih filozofijah, žal ni. In se mi zdi, da že samo zaradi tega enostavno gremo prehitro čez eno... In ima to čisto take... Ne upam se reči bogatstvo filozofij, ker bo neko pisano bogatstvo filozofij se ne upam reči. Ja, ampak dejansko je, misli, ne, če že hočemo tudi se izogniti besedi filozofija za vsak slučaj. Ampak dejansko, kar je potem posledica, je recimo, da če nek hipotetični človek, ki slučajno objavlja kaj na temo indijske filozofije, objavil kakšni filozofski reviji, se vedno dobiš poseben razdelek, ki se mu reče azijske študije. Da se izognemo temu izrazu Orient. Ja, zato da ne pašemo slučajno pod filozofijo med tiste ostale ideje. Medtem, ko pišeš o idejah,
ki so dejansko zelo podobne. Ne? In kolikor vem, en Hegelov argument tudi to čisto političnih razmerah, ki morajo vladati, zato da se filozofija sploh razvija in tako naprej vprašanje, kdaj so sploh vladale, takšne, kot bi Hegel postali, mislim, da mogoče še nikoli nikjer, ne, bil si svobodni, ne. Ampak dejansko velikokrat se tudi da argument, da na vzhodu recimo ni bilo filozofije, zato ker ni enake besede za to dejavnost ali pa ker so jo kako drugače izvajali. Ampak dejansko zdaj tudi, ko te poslušam, ne, ta vprašanje, se pravi, kaj smo, kaj sploh je, a obstaja kaj, kar ni, kaj je tisto, kar je božansko, kaj je smisel vsega, kako stvari so. To so dejansko vprašanja, s katerimi so se zelo ukvarjali povsod po svetu in zelo zanimiva debata bi se dala med temi različnimi miselnimi svetovi oziroma med različnimi idejami, med različnimi fascinantnimi idejami, tudi čisto sporedno postaviti. Zdaj so dala. Tako da zdaj pa preden greva praznino v budizmu, to bi bilo še 2 uri, bova raje potem na kavi. Ne, prav, bom nekaj biti. Da bova prišla še skozi vso vredno čtivo, ki še sledi Hegelu in Spinozi, bova skočila ker ena od tez, kdo torej ne more biti filozof, poleg tega, da to ne more biti nekdo, ki je rojen vzhodno od Aten, tudi ne more biti nekdo, ki je po nesreči rojen z ženskimi spolnimi organi. To še danes se da slišati v zasebnih pogovorih s številnimi profesorji na slovenski filozofski fakulteti. Zato sem zelo vesela, da imamo na 3. mestu veličastno slovensko filozofinjo Alenko Zupančič in njeno veliko delo Poetika, druga knjiga. Dejansko gre za veliko delo in najbrž ni naključje, da marsikdo, ki prebere Poetika, druga knjiga. Zanima me, kaj ste pa napisali v prvi knjigi? Skratka, dejansko gre za tako monumentalno avtorico, no? In ta knjiga, mislim, da dejansko v marsikaterem pogledu na novo definira ogromno enih filozofskih področij, da je vprašanje na nekaj čin upravičeno. Se pravi, kaj ste pa napisali vi, Alenka Zupančič, v prvi Poetiki? No, zakaj sem to knjigo izbral? Ta knjiga je o komediji. Mogoče tisti, ki ste brali ali gledali Ime rože, mogoče veste, se spomnite zapleta. Aristotel je v slavni poetiki, v kateri analizira gledališče in postavi teorijo gledališča in tudi svojo sloviti moto katarzi kot smislu gledališča. Napove, da bo v drugi knjigi v prvi razdelal tragedijo, v drugi pa bo se posvetil komediji. Ta druga knjiga Poetike je izgubljena in v Imenu rože recimo Eko naredi cel zaplet okrog tega, zakaj je izgubljena. Tukaj se spet lahko naveževa na prejšnjo dolino Sovs, ki so jo pregravala ob Hegelu in Spinozi. Pravzaprav gre za zelo podobno vprašanje. Ne? Skratka, ta prepoved smejanja v krščanski dolini Sovs in je v Ekovi Imenu rože ta druga knjiga, zaradi katere se ubija. Tako da... Mislim, to je točno to, super si povzela ta zaplet in to je dejansko Ekova, recimo temu teza na podlagi tega romana bi izluščala to tezo. Se pravi, nek zlobni del, recimo temu krščanske religije, hoče izbrisati vse sledove Aristotelove filozofije smeha. Zakaj? Zato, ker v tistem času enostavno so Aristotela imenovali enostavno filozof. Sprav, ko so... Z velikim F. Z malim F, resnici. Ne vem, ampak mislim, da z malim F, se pravi, kot filozof pravi, se pravi, kot neko občno ime, ki so resnici uporablja samo za Aristotela. Mimo grede, se pravi, ko so Aristotelovi teksti začeli prihajati iz Orienta v Evropo in ko jih je Evropa začela ponovno brati, takrat se je Aristotel šele vrnil v Evropo. Dejansko moramo biti hvaležni Orientu, da Aristotela sploh imamo. No, skratka, ko so te teksti začeli prihajati v Evropo, spet,
so na nek način povzročali revolucijo dejansko v takratnem krščanskem mišljenju in so bili tako vplivni, no, to je zdaj potem teza, to je pa od tukaj naprej se začne fikcija, da če bi se res pojavil ta Aristotelov izgubljeni ali pa mogoče so nikoli napisani tekst o komediji, bi enostavno bilo konec krščanskega sveta. Zakaj? Ker takrat kar naenkrat... Se ljudje začeli smejati. To je njegova hipoteza. Skratka, kar naenkrat bi komično smeh postalo nekaj, o čemer lahko... Legitimen del filozofskega diskurza. Ali lahko samo Netflix, da čez cesto je zelo zanimiva razstava o smehu slovenskih umetnikov, slikarjev, fotografov, stripeja, Lunačka, Prijatla. Se mi zdi, da je zelo fajn, če se jo gre pogledati, priporočam. Absolutno bomo rekli, da stripi niso daleč od tega, kar mene zanima, tako da se zahvaljujem za opozorilo. V predstavitvi sem pozabila povedati, da si tudi ti zelo aktiven član kolektiva Narobov, ki se ukvarja z improvizacijskim gledališčem, ki ga sicer ne gre povezovati zgolj samo slavno improligo in potem z raznimi, še posebej ne z raznimi stand-upi, ki so se nekako tudi razvili iz te smeri, ampak vsekakor je pa tudi smejanje, ki ga izvabite iz publike, pomemben del vašega udejstvovanja, recimo temu, ne? No, to je razlog, zakaj mi je ta knjiga na nek način spremenila življenje, ta knjiga o komediji. Zato, ker sem se dolga leta ukvarjal s komičnimi praksami, od improvizacije do scenarijev za kratke skeče na televiziji, do scenarijev za daljše komične oddaje in tako naprej. Skratka, komedija je definitivno bilo nekaj, s čemer sem se ves čas študija ukvarjal, ampak ločeno. Skratka, kakor bi, ne vem, po dnevi se ukvarjal s komedijo, po noči pa študiral filozofijo, recimo. Oboje sem držal kot nekaj popolnoma ločenega. Dejansko mi je knjiga Alenke Zupančič spremenila življenje v popolnoma dobesednem pomenu. Ko je prišla za nekaj predavanj in potem s to knjigo na plano, je enostavno, točno to mi je pokazala, da je komedija filozofska, da je nujni filozofski pojem. Sicer eksplicitno ne v tem kontekstu, kot ga je, preveč enostavnem kontekstu, kot ga je zagovarjal ekoroman, recimo. Ampak absolutno ne samo legitimni filozofski pojem. Se pravi, ne samo, da nam je dovoljeno sem pa tja se tudi nasilja, ampak da je etično in politično nujno nekaj etično in politično zavezujočega je v komediji. To je recimo neka pozicija, ki jo Alenka Zupančič tukaj zagovarja in ki se mi zdi enostavno, kot bi temu umeščili nekaj. S kakšnimi argumenti pa, mislim, da bom jo jaz citirala, ker sem je tudi nujno in zdravilno. Ja, no, dobro vprašanje, mislim, bistveno vprašanje. V resnici je tudi razlog, zakaj sem sploh navezala na ta ekoroman. Zaradi tega, ker recimo, da je ekovska pozicija je točno ta, da je v veselju, v smehu nekaj v tem smislu zdravilnega, nekaj dobrega, pozitivnega, skratka, da krepi telo, kot bi lahko banalno reči. In prezrači duha. To je seveda nekrščanska pozicija. Če krepi telo, mogoče avtomatično zato že duši dušo. Skratka, to je opozicija, na katero igra eko. Skratka, če hočemo imeti dušo, pa moramo čim bolj trpeti. To je osnovna pozicija. Skratka, treba čim bolj trpeti, ko moramo biti resni, čim bolj moramo jokati, pa biti žalostni, pa kaj srce, pa dolina se oziroma tako naprej. Ne smemo dovolj smeha, ker takrat pa se telo veseli, pa je vse dobro, pa v resnici ne bi smeli biti. To je nekova pozicija. In za Alenko Zupančič je ta pozicija nekoliko prenaivna. To je poanta. Skratka, strinja se do te točke, da je komedija legitimni filozofski pojem ali pa predmet, ampak nismo pa še tam, zakaj je pa to nujni filozofski predmet. V čem je komedija boljša od tragedije? To je pa recimo vprašanje, ki je mogoče na nek način vprašanje te knjige. In tukaj je to jedno, bi tako rekel. In samo mimo grede, da se neposredno odzovem
če danes bereš teorijo o smehu in o komediji, je velikrat se zvede na to. Smeh je pol zdrave, mislim. Nič narobe s tem, vsi se s tem strinjamo konec koncev. Ni to napačna pozicija, samo filozofsko je enostavno mogoče narediti še korak naprej. Da ne gre samo za zdravje, ker zdravje, kot vemo, je pa tako in tako zelo problematičen izraz. Se pravi, v imenu zdravja se sprejemajo odločitve, ki so lahko zelo škodljive, tudi za zdravje. Tako da tukaj moramo biti pazljivi, no? In v tem smislu je ta knjiga res Biblija kakršnekoli teorije smeha. Kaj je njena poanta? Njena poanta je, tukaj se naveže na Hegelovo filozofijo, večna referenca očitno. Tukaj se naveže na Hegelovo filozofijo, pravzaprav na neko relativno obskuren del sicer slavne knjige Fenomenologija duha, kjer gre Hegel skozi tisto slavno grško trojnico ep, tragedija, komedija. In ker imamo pri Aristotelu, imamo že zametke v bistvu neke vrste hierarhije žanra. Aristotel je v resnici tak, ki da na vrh tragedijo, komedijo pa nekje pri dnu. Aristotel ima v svoji teoretiki nekje tiste opombe o tem, da tragedija prikazuje ljudi, ki so boljši od nas. Komedija pa, ki so slabši. Komedija pa prikazuje ljudi, ki so slabši od nas. In že s tem v resnici na nek način sugerira neko hierarhijo žanrov. Se pravi, tragedija v bistvu prikazuje neko popolnost, neko... Ideal? Nek etični ideal, ne? Kaj se Antigona etični ideal, kaj recimo, ne? Medtem ko komedije prikazujejo v bistvu poda. Mimo grede, spet rečem, v nekem smislu živimo še danes v aristotelskih časih. V časih te enostavne hierarhije žanrov. Zakaj? Mogoče veste, da obstaja festival žlahtne komedije. V Celju imajo festival žlahtne komedije. Zakaj žlahtne? Mislim, se domnevam, da je to festival, ki je nekdo si ogledal komedije in je izbral najbolj tiste, ki so se mi zdele dobre. Zakaj treba pri komediji posebej poudarjati, da je žlahtna? Ker ne bi imel festival žlahtne drame. Zakaj ne bi točno to? Mi imamo pa zdaj festival žlahtne drame, to je nesmisel. Ker jasno je, da smo izbrali tisto, kar mi mislimo, da je dobro, da je žlahtno, karkoli. Opravičilo. Zakaj je treba točno to? Zakaj je treba pri komediji... Ampak, če bi imel pa festival popularne drame, ampak gledljive drame, pa ljudske drame, ne, to bi bilo tako nekaj. Ljudskost, ja, se ravno ta ljudskost, ne, in spet smo ravno pri problemu ta ljudskost, ne, se pravi, komedija mora biti pa ljudska. Komedija pa ljudska, in jasno je, da kje pa je ta festival žlahtne drame? V slovenskem ljudskem gledališču v Celju. Skratka, to ljudsko gledališče v Celju se je odločilo, da bo imelo pa festival komedije, jasno, ljudsko, žlahtne, grozljiva aristotelovska situacija. Skratka, no pa se tudi lušten se smejati. To je poanta. Smejanje je dopustno, komedija je dopustna. Poanta Zupančičeve je na filozofski ravni mogoče zelo komplicirana. Na ravni zgledov v komediji pa niti ne. Na ravni zgledov v komediji, no mogoče vsem povem najprej filozofsko formulo, potem pa bomo šli na raven zgledov v komediji. Filozofska formula je, da je komedija na nek način občost na delu. Kaj zdaj to pomeni občost na delu? Kaj sploh je občost? Občost so recimo te univerzalni zakoni. Pri Antigoni bi bili to recimo pač zakoni. Hegel recimo razlaga Antigono kot boj med državnimi zakoni pa zakoni oikosa, družinskimi zakoni. To je neka občost, se pravi. In Antigono Hegel recimo razume kot nekoga, ki niti nima individualnosti, ki ni človek na nek način, ampak je neposredni zastopnik v bistvu občosti. To je recimo Hegelovo branje. In kaj pa naredi komedija? Komedija pravi Alenka Zupančič ni samo da nek upor teh občosti. Se pravi, komedija ni samo to, da rečeš, da vidiš
kralja, ki se smeje, ali pa mis sveta, ki prdi, ali pa škofa, ki riga, ali pa karkoli. Skratka, ni tako, da bi neko, ali pa policaja, ki je neumen. Skratka, ni dovolj, da enostavno v bistvu neki tej univerzalni funkciji. Tako, ni to zunanje smešenje, to ni dovolj dobra pozicija komedije. Tisto, kar zares vzpostavi pozicijo komedije, je... Dobre komedije, žlahtne komedije. Kvalitetne komedije. Težko najdeš. Komedije, ja. Jaz mislim, da tisto, kar komedijo naredi... Komedijo, tisto, kar jo naredi nekaj, o čemer moramo govoriti, je to, da pokaže, kako je samo tisto univerzalno komično. Sprav, komičnost, ki je na ravni same tiste pozicije. Sprav, da je škof, ki škofuje je komičen. To je njena poanta. In gre dejansko, se da bi to povedala, škof, ki škofuje. Super si povedala. In dejansko tukaj parafrazira neko Lacanov rek. Lacan pravi nekaj takega kot, ona kar parafrazira Lacana tako in reče, da o razmerju med kraljem in norcem. In pravi, da ni smešen zdaj norec, ki misli, da je kralj. Smešen je kralj, ki misli, da je kralj. To je njena poanta. Se pravi, sama kraljevskost kot ko jo vzremo kot smešno, kaj je čista resnica. Prav skozi komedijo jo vzremo kot smešno. Točno to. In kaj se, če gremo zdaj na primere v komediji, se spomnim recimo na eno anekdoto. Film, ki ga imam v mislih, je recimo Veliki diktator od Charlesa Chaplina. Mogoče ni najboljši film, ampak sem pa dokaj prepričan, da ga vsi poznamo. Veliki diktator, tam, kjer pač on igra hkrati Hitlerja, diktatorja, oziroma Hinkla, in židovskega brilca, ta film. Kaj je poanta? Dobro, na hitro rečeno gre točno za to. Skratka, nek ultimativni nosilec oblasti in moči je totalno komičen lik. Ta Hinkel je smešen, komičen, kloven v bistvu. In tudi mi danes, ko gledamo Hitlerjeve govore, si zelo težko predstavljamo, kako ga je kadarkoli kdo lahko je malo resno. Absolutno. In anekdota, ki sem hotel povedati, se nanaša natančno na to. Charles Chaplin se pogovarja z nekom o filmu Triumf volje, se pravi tistem legendarnem filmu Leni Riefenstahl, ki je glorifikacija v bistvu nacizma. No, gledate tisti film in ta kolega od Chaplina pravi, jo je grozno, ko bo ta film videli Američani, vsi bojo postavili trenutko nacisti, to je grozno, to je tak močen material, seveda, ko gledamo ta film, vsi se želimo vzklimeti kaj Hitler, ne? Charles Chaplin pravi, pa kaj ti je, človek božji, to je komedija, ne vidiš, ta film je že tako, kot je komičen, ne? Skratka, zdi se mi, da ta kratka anekdotica v resnici pokaže zelo jasen perspektivo, ki jo poskuša narediti komedija. Sprav pokazati, kako je v bistvu kralj v svoji kraljevskosti, kralj, ko kraljuje, je komičen. Škof, ki škofuje, je komičen. Hitler, ko hitlerjuje, je komičen. To je v bistvu poanta. To je v bistvu točka, ki jo mora komedija doseči, da je lahko rečemo komedija. Če se probamo izobrati z tem, kaj je žlahna, pa kaj ni. To je tisto, kar mora komedija doseči. Se pravi, pokazati, da je škofovskost, pokazati na komično razsežnost škofovskosti škofa. To je to druga pomata. A lahko nekaj rečemo vmes, pardon, ne vem, če je vmes. Ne, kar dajte. Je bil že precedens. Prišlo mi je na misel, da je zato komedija nevarna, ne? Ja, politično, ne? Mislim, sam to. Ja, super, je absolutno, ne. Hvala za ta intervico. In v bistvu ne se čist, tukaj lahko tudi vidimo, zakaj res jo lahko vidimo kot najbolj vrhunski žanr, kadar je res v svoji pravi koži. Ker nam v bistvu kaže pogled na svet, ki je pogled tega razsvetljenega norca, recimo, ne. Da pravzaprav ta preobrat tragičnega je ravno v to, da
sama groza tudi lahko, ali pa karkoli lahko postane na nek način. Mislim, tisto, kar jo povzroča. Mislim, da nekaj, kar hočeš reči, da je sama tragičnost tragedije komična. Mislim, da to hočeš reči. To je dejansko mimogrede Hegelova poanta. Tako Hegel bere dejansko to Kristusovo zgodbo. To je nekaj, na čemer tudi Zupančičeva v bistvu gradi. En del njene knjige gradi na tem, kako je v bistvu križanje in inkarnacija, ki sta v krščanski teologiji tako v nekem filozofskem smislu eno in isto. Tako kot se Bog inkarnira v mesu, v telesu, v nekem konkretnem osebku. Tako na nek način je križanje inverzni pojav tega, se pravi, na nek način Bog sam umre. To bi bila neka radikalno hegelovsko branje krščanske filozofske pozicije, če prvo to smiselno nekako skrat. Ja, prosto. Ja, ne povedal, kako. Ne, hotel sem samo to dokončati, da poanta, na katero seveda, iz katere Alenka Zupančič naredi pomemben filozofski zastavek, je ta, da na nek način prehod iz tragedije v komedijo je dejansko prehod, ki ga opisuje v bistvu krščanski koncept križanja. Se pravi, ta eksces tragike, ker to ni samo žalostno, da Bog umre, to ni samo žalostno, eksces tragedije. Tragedija je nekaj, kar v krščanstvu prinese odrešitev, pri Hegelu je to v resnici že prehod tudi v komedijo. Se pravi, to je formula komedije. Se pravi, eksces tragičnosti. V bistvu, kar nam lahko prinese odrešitev, je to, da dobimo perspektivo, s katere stvari postanejo mogoče, da nam da videti smešne. Da nam da videti ta pogled. Kar se mi zdi še en tak dober, še ena taka odlična poanta njena, razlika med vicom in komedijo. In sicer vic kot nekaj, kar slišimo enkrat in nam je enkrat smešno, ampak naslednjič nam ne bo več, ne? In komedijo po drugi strani, ki jo lahko gledamo, če je ta prava komedija, ne, ki jo lahko gledamo znova in znova in znova, ker njena poanta ni v tem, da rečemo, pa se smejimo, ne, ampak je njena poanta ravno v tem, ne, da nam da ta pogled in da ima ta presežek, ki se ne postara na nek način, ne. Kar je med drugim natanko definicija literature v eni literarni teoriji srednjeveškega kašprija, ki jo pravčujem. Ne, ok, samo mimo grede, se bomo šla nazaj na knjige, ampak mislim, da mimo grede sva povedala tudi že formulo, kaj je problem s hollywoodskim filmom. Zakaj treba posneti Superman 7? Zakaj treba posneti Batman 37 nadaljevanje? Zakaj ne gledamo... Je to vic, ne pa komedija. Ja, mislim, pač je nek vic, ne pa neka variacija na to isto temo, ki... Mislim, že za nazaj povedati to, že tisti prvi Superman očitno ni zadržal samo sebi. Ko si enkrat videl, si ga videl, hvala, ne rabno ga še enkrat videl. Dober film lahko vedno gledaš. Ali pa Državljan Kane, nekaj je tako znak, od Welsa. Dober film vedno lahko gledaš še enkrat. Ne rabiš točno to, ne rabiš gledati, ne rabiš gledati Državljan Kane 2. Ne rabiš gledati Hamlet 2, v stanju od mrtvih, ne rabiš gledati. Mislim, in tudi pri Hamletu ti ne bo uničil bralskega ali pa gledalskega užitka, če boš videl, da na koncu si umrejo. Mislim, komu pokvaril česa. Skratka, tega momenta ni, da bi rabil imeti 7 nadaljevanje. To samo mimo prevedeno. Zdaj pa, ker čas teče, kar skočiva v komedijo. Ampak, a veš, da bi naredil Raš si začel s tragedijo. Ja, Raš bi začel skozi tragedijo in lahko greva zelo hitro skozi ta tekst, ki je bil meni sicer perfekten, pa greva mogoče potem še omenila še uprizoritev nedavno od tega teksta, ampak samo en moment se mi zdaj zanima. Kaj mislite, gospod profesor, o uprizoritvi? Gospa profesorca, bomo prišli do uprizoritve tudi. Najprej pa sam en kratek odlomk, čist nepomemben v resnici, ampak se mi zdi, da govori pa ravno o
o tem, kar smo prej odprli, namreč to vprašanje tragičnosti, torej same tragedije, ki je na nek način že odprta vrata v komediji. No? In sicer zgodba je, mislim, pompozna in veličastna zgodba o tem, kako se skregata kralj grški Agamemnon in absolutno najboljši vojak med njimi, Ahil. In zdaj cela tragedija Iliade je v tem, da se Ahil noče boriti več za Grčijo. Zakaj? Zaradi tega, ker ga je Agamemnon užalil. To je zaplet. In cela Homer je genialen v tem, kako celo trojansko vojno 10-letno upiše v ta enostaven na nek način okvir. No in na neki točki gre Grkom že tako slabo, v vojni Trojanci tako že zelo zmagujejo, pritisnili so jih čisto do ladi in če ne bojo se uspeli obraniti, jih bojo dejansko v morje vrgli. Tako slabo gre Grkom, ki se borijo brez Ahila, da Agamemnon reče, prav, popusti. Vrnite mu tisto, kar sem vzel, je mimo ženska pač. Dajte mu še nekaj darov, da se mu opravičujem skratka za temi darovi in ga proste, da pride nazaj se boriti. In pošljajo koga drugega kot lokavega, zvitega Odiseja, pošljajo Foniksa, nekega prijatelja od Ahilovega očeta, pa še enega od neskončnih jurakov Ajaxa, ni to bistveno. Skratka, pošljajo te poslance k Ahilu, da bi ga prepričali, da ne se gre vendarle boriti za Grčijo. No? In kaj počne Ahil? To se mi zdaj zanimivo. Kaj počne Ahil, ko skratka se noče boriti? Kaj je bila? Par vrst bi se mu prebral. Joka. Stopa dvojica po bregu morja ob močnem bučanju. Dvojica, sta mišljena samo ta dva junaka, se pravi Odisej pa Ajax. Stopa dvojica po bregu morja ob močnem bučanju. Srčno molitev pošilja gibalcu zemlje Pozejdonu, češ naj pomaga, se vračujem, malo več bolijo, ker ni to dobra spodobna, sem res že to strka. Srčno molitev pošilja gibalcu zemlje Pozejdonu, češ naj ga niti pomaga ponosno srce Ajakidije. Kadar dospeta moža do Kladar in mladim mravljakom, mravljaki so nemedonci, se pravi Ahilovi vojaki, kadar dospeta moža do Kladar in mladim mravljakov, najdeta njega pred vhodom. Zabava se s plunko donečo, lepo, umetno grajeno, kobilico vsaj srebrna. Vzel je za plenjo nekoč, ko se sutrdnjavo je tego. Z njo se spremlja in poje o vitezov slavah naših. To skratka počelja Ahil. Ima pač neko plunko, igra na plunko in poje in poje o slavi nekdanjih časov, o nekdanjih vitezih, ko je viteštvo še nekaj pomenilo, ko je hopitski ideal še veljal, ko so stari vojaki še nekaj veljali. Zakaj me ta odlom zanimiv? Zato, ker zato gre v Iliadi. Iliada je pač pesem boginja zapoje o jezi Ahila. Tako se Iliada začne slavno. Ne? Homer je tak, ki nas postavi v pozicijo, današnji Grki, bedni, prijetni, čudni, zanimivi, kakršnikoli že ste. Jaz vam bom zdaj zapel pesem o nekdanjih časih, ki so že davno minili, ko so še vladali viteški ideali. Skratka, pozicija tega pesnika, ki nam poje o izginulih idealih, je prenesena tukaj na samega Ahila. Sam Ahil je v poziciji nekoga, ki opeva te nekdanje ideale. Skratka, imamo sliko, ko znotraj te pesmi o nekdanjih izgubljenih idealih imamo pozicijo nekoga, ki poje o nekdanjih izgubljenih idealih. To se mi zdi absolutno genialna vizionopemska struktura, ki po mojem dejansko definira polje tragičnega nasploha. Se pravi, ne samo, da so ideali izgubljeni. Jaz vam bom zdaj zapel pesem o teh izgubljenih idealih, ampak že v sami pesmi so ti ideali izgubljeni. Skratka, na nek način so izgubljeni. Na nek način je tisto, kar je bilo. Izgubili smo izgubo, na nek način. Izgubili smo samo to izgubljenje.
To je neka poanta. Ali pa v tem, ko se s to pesmijo recimo poslavljamo od teh idealov, ki smo jih izgubili, se poslavljamo od samega slovesa, se poslavljamo od samega poslavljanja. To se mi zdi neka recimo res briljantna pozicija, ki je tukaj v nekaj verzih lahko zaslutimo. Ki se mi zdi, da pa je potem v tragediji dejansko iz tega narejena cela tragedija. Iz tega, kako v bistvu je tragedija ves čas na nek način tragedija. Tisto, kar je v tragediji tragično, je, da nimamo več smisla v tragediji. Ampak, če pogledamo to opevanje starih časov, recimo, v Grčiji, tudi v Indiji, imamo to idejo, tudi na Kitajskem, to idejo zlate dobe, ki je minila in zdaj gre vse samo še na slabšne. To je ena varianta, recimo, temu v filozofiji tega, kaj se dogaja v času s človeško družbo. Vse gre na slabšne. In to je, recimo, ena ta nostalgična, ki se vedno znova ponavlja, ko gremo pogled, zdaj vam bomo povedali o nekih čudovitih starih časih, ampak v tistih čudovitih starih časih so že naprejšnje čudovite starih časih. Na drugi strani imamo pa idejo napredka, recimo, kot tudi Kant formuliral, in pa Hegelov ta duh, ki se razvijamo proti nečemu, kar bo v prihodnosti, se pravi recimo temu ideja neke utopije, ki ampak realne, se pravi, v prihodnosti vedno boljš bo in v prihodnosti bo še boljš, ampak ta prihodnost je še daleč in glasno treba narediti nikoli ni zdaj, in verjetno bi se dal narediti enak zrcalni premislek, da če bi pa pisali knjigo o prihodnosti, bo pa v prihodnosti spet nekdo, ki bo se jokal, kako je zdaj grozno, kako še nismo dovolj delač. Se mi zdi, da to dvoje, da... V resnici edina prava pozicija bi seveda bila to, da napišemo to utopijo, v kateri ljudje kar naprej jokajo, kako še nismo čisto zdaj. Utopija je to, da ljudje jokajo, kako še nismo čisto zdaj. To je vse vredo, ampak nismo še čisto zdaj. Tako bi imeli zvrstno komedijo. Tako da, a se mi zdi, da je tukaj nekaj podobnega, da v bistvu mogoče edina rešitev iz tega je ta radikalna spinozistična pozicija, da je vse popolno in da ni bilo nikoli nič boljše in tudi nikoli nič ne bo boljše, ampak ker je. Ja in ne, bom rekel, zakaj? Zaradi tega, ker ja in ne, zaradi tega, ker bi rekel, da spinozistična pozicija je preveč široka, preveč hitro se, seveda, tako pač kot je nesmiselno je govoriti o nekdanjih idealih, ker so tudi naši predniki zares pač imeli svoje prednike, ki so bili za njih bogovi in tako naprej. In enako je nesmiselno pričakovati od naših prihodnih rodov, da oni bojo preživeli tako, kot se živi. Nova doba prihaja. Seveda. Oni bojo ravno tako živeli v nekem procesu. To je po mojem evidentno. In spinozizem v tem smislu reče pravo stvar. Po drugi strani se mi zdi, da pa tisto, kar definira nek estetski užitek. To je nekaj, kar jaz res zamerim Spinozu. Zdi se mi, da z te spinozistične pozicije resnično ne moreš formulirati neke teze o umetnosti ali pa o lepem. Zdi se mi, da sam je vsaj ne znam. Medtem, ko se mi zdi... Bomo nadaljevali, ampak moja poanta bi bila, da je ravno v teh tragičnih formah ali po teh, ki smo jih zdaj fingirali, se pravi, v formi utopije, v kateri ljudje še naprej si želijo napredka, se mi zdi, da ravno v teh formah pridemo zaradi kratkega stika, ki ga take stvari povzročijo do komedije. Do nečesa, kar je pa mogoče res produktivno, kar pa res lahko prinese spremembo. Ampak, se prav vprašanje po mojem domu mogoče enostavno potem to. A na Orientu poznate spremembo, ali imate samo premembo? Na Orientu poznate transformacijo, ali imate samo variacijo? So verjetno drugi termini, ki čist ne ustrezajo, ampak s to komedijo se mi zdi, da pa lahko stopa v zadnjo knjigo in to je sicer si prinesel samo vse
ker je ta izvirni tekst tako veličasten, da ne spregovorite po nemarnem njegovega imena. Alan Ford je še ena knjiga, ki sem jo izbral in ki je na nek način mene definirala in mogoče še koga drugega. No? Vse v moji generaciji zelo veliko ljudi. No? In če privatno rečem, je definirala moje dojemanje srbo-hrvaščine. Hrvaščine je tako nekaj zdaj. Jaz sem se tam naučil hrvaško in zato je še danes ta jezik. Enostavno jezik, v katerem se hecaš. Hočem reči, vedno mi je težko slišati srbo-hrvaščino in ne imeti tega za jezik za ebacije, no? če veš, kako hočem reči. Se pravi, dobro, nekaj je itak ta bosanska recimo kultura, ki je sploh nagnjena k zajebancijam, ampak ne vem, zame enostavno ni šlo samo za stvar neke druge kulture, ker enostavno takrat niti to ni bila zares druga kultura, ampak samo jezik, ki ga govoriš, kadar se hočeš zajebati. Tako da res, kadar danes slišim kakšno patetično izjavo, ne vem, že če Miloševića ne čuje dobro, to absolutno nekaj, kar je komično, enostavno zato mogoče, ker je bilo izrečeno vse v hrvaščini. To je samo mimo, grede privatno priznanje. Zakaj je Alan Ford se mi za danes zanimiv? Ok, ne sem definiral neko mojo izkušnjo sveta. Zakaj se mi za danes zanimiv? Ravno zaradi tega, da se naveževa lahko zelo lepo na vprašanje tega, če dalje slabše. Zdi se mi, da dejansko danes živimo v nekem kontekstu, ko nam kar naprej govorijo, ja, se nam gre slabo, ne? Ampak pomislite, lahko nam gre še ful slabše. Dajmo pomisliti, kje bi lahko še si poslabšal vrtce, recimo. Mi imamo pravzaprav relativno visok standard v vrtce. Zakaj si ga ne bi pravzaprav? Dajmo razmisliti, koliko si ga lahko poslabšal. Dajmo pogledamo kulturo. Lahko imamo še slabše. Zakaj bi imeli, dajmo aktivno razmislimo, kako bi lahko kulturo poslabšal. Znanost, aktivno diskurs varčevanja je bolj nam ta. Vse nam gre slabo. Ampak, a veste, slabš bi nam tudi lahko šlo. Delimo na tem. Aktivno smo kar naprej prisiljeni v neko pozicijo, da nam lahko bi šlo slabš. Dajmo res razmisliti, kaj bi lahko še poslabšati. In potem to tudi naredimo. In seveda denar vržemo v te 6. Mislim, skratka, otrokom vzamemo 10 milijonov evrov za vrtce, pametno drži številke, v te 6 vržemo milijarde in pol. Pa ni pomeni. Mislim, skratka, to, da smo si poslabšali življenje, ni imeli nobenega pozitivnega učinka. Smo si še bolj poslabšali. Pač poslabšali smo si, ampak pripričan sem, da je lahko še slabše. Mislim, lahko si še znižalo stavljati. Pa mislim, da ne bomo prav hitro napolnili tiste jame, te 6 in tako naprej. Kakšen je svet Alana Forda? Svet Alana Forda je svet, v katerem je vse že slabše. Je vse že poslabšeno. Ker je dogaja se sicer italijanska avtorja, ki sta v originalu, če me vprašaš, pisala in mislila vse v hrvaščini. Dejansko tako dobro funkcionira v hrvaščini ta strip, da... Kako pa v slovenščini? V slovenščini ni toliko slabo. Branko Gradišnik je celoten prevoda, niso sicer izdali cele serije, ampak je en lep del tekstov so izdali v slovenščini. Sploh ni slabo. Ampak ni pa to. Jaz mislim, da mogoče že enostavno zaradi tega, ker smo bili toliko definirani s tem originalom v hrvaščini, da težko preklopimo v prevod, da se nam zdi prevod bleda kopija hrvaškega originala. Ni slabo, ampak nekako za mojo generacijo je hrvaški izvirnik enostavno boljši. Mislim, enostavno stvar sama. No? Ampak res, moj vtis je, da sploh ni slabo. No, ok, svet je, skratka, dogaja se v New Yorku, ta tajna grupa TNT, ki rešuje težave sveta, ampak v taki bedi. Živijo neki propadli cvetličarni, ki je samo pač navidezni legalni in uspešni posel, ki v ozadju skriva resnično dejavnost. Pa to cvetličarno seveda nihče nikoli ne stopi za te skupaj torož. Vsi so že zdavni pozabili, da bi sploh teoretično kdo lahko prišel kupati orože. Začne se mislim tako, da pride tja Alan Ford
in si pride cvetličarno, si res kupiti orožje in so vsi presenečeni, kaj, zakaj, a ja, konec jih teoretično prodajamo, nimajo niti na voljo in tako naprej. Popolna mizerija, ki lahko gre samo še v večjo mizerijo, to je svet Alana Forda. In se mi zdi, da na nek način odraža to vašo sedanjo situacijo, te bede, ki je še bolj bedna. Se pravi, če bi to bedo, ki je še bolj bedna, to situacijo, v kateri sedaj smo, uprizorili, bi bil to Alan Ford. To je ta še bolj bednost. Se pravi, ne samo, da je bedno, ampak lahko je še bolj bedno. To se mi zdi, recimo, poanta pri tem Alanu Fordu. Sem se pa prenesel knjigo Aleša Bunte, ki se je lotil Alana Forda v kontekstu neumnosti, se pravi. Kar je mimogrede zanimiva poanta, se pravi, filozofija neumnosti. Kaj lahko filozofija pove o neumnosti? Je spet en tak paradoks, ne? Kaj lahko smiselnega povemo o komediji? Ki tako se... Če je komedija samo nekaj slabšalnega, neka privacija, neka odsotnost, ne? Kaj lahko potem sploh smiselnega povemo o komediji? No in neumnost je tudi nekaj takega. Neumnost je po Platonu samo odsotnost, samo pomanjkanje, samo nedoseganje nečesa. A je mogoče o neumnosti sploh kaj povedati pozitivnega, afirmativnega? To je njegova pozicija in Alana Forda se loti z tega vidika. No in neka teza, zaradi katere se mi zdi vredno, pomembno Buntovo ime tukaj izpostaviti, je, da opozorja neko ontologijo bede. Se pravi, da je treba ta svet Alana Forda brati na tej ontološki ravni. Skratka, da na nek način zaradi te pretirane bede ozadje na nek način stopi v ospredje. Bom mogoče prebrala eno od njegovih formulacij, ki se mi zdela zelo zanimiva. No, pa ne bom mislil, da bom predolgo vlekla, ampak recimo ena stvar, ki jo omenja, pa se mi zdela zelo dobra, sta lika Šefa in Jeremije, dveh, ki dejansko nima takaj početi v celem tem svetu in pri katerih gre so tako, da v začetnih stripih je Šef dejansko šef grupe TNT, šele pozneje se izkaže, da je v resnici broj 1, da obstaja še broj 1 poleg tega šefa. Zato se šefu reče šef. Če se začel brati nekaj v mesti, sploh ni jasno, zakaj šefu rečejo šef, ker sploh ni šef. On je tam pač fikus, dobesedno, nima nikakršne funkcije. Ima pa nekega pomočnika Jeremijo, ki tudi nima nobene funkcije in tako, da se spita. Da Jeremija pa nima nobene funkcije, se pa skozi pritožuje, koliko je on bolan, kako bi moral v bolnico in ne vem kaj. Skratka, nimate nobene funkcije in skozi samo spita. In ona, da sta na nek način utelešenje tega izginjanja. Sta na nek način to izginjanje v ozadje, ki ga ta strip da v spredje. Mimo grede, tukaj smo spet absolutno pri hegelovsko-spinozističnem problemu, vprašanju, kaj je izginjanje. Tisto, kar pa mogoče bi še s čemer bi sklenil, recimo, zakaj se mi zdi Alan Ford zanimiv strip za današnji čas, je pa lik Superhika. Če se spomnite, je to nek superheroj, ki je superheroj so za več. Krade revnim in daje bogatim. Ja, njegovo načelo je krade revnim in daje bogatim. In kaj s tem likom, mislim, nora ideja. In Bunta gre na zanimivo tezo. Ne? Na prvi pogled je nek tipični negativc in tako naprej, ampak Bunta da zanimivo tezo, da v resnici je pa tako, da ravno bogati v tem svetu so na nek način nimajo nič, niti bede nimajo. Ker nivo, da nekaj je, mora biti bedno, recimo, to je definicija biti v tem stripu. In skratka, bogataši so reveži v tem smislu, da niti bede nimajo. Zato na nek način logično, zakaj oni rabijo nekega zaščitnika, Superhika. Moja poanta v zvezi s Superhikom bi bila pa samo nek odgovor na tisto, na še eno idiotsko tezo, s katero nas poseljujejo, ker mogoče niti v Sloveniji ni toliko znana, v Ameriki pa zelo.
To je pa tista teza o, v Ameriki se to imenuje trickle-down economics. Poznaš to zgodbo? Trickle-down economics. Trickle-down pomeni curljanje, ekonomija curljanja. Spravi, njihova ideja je noro idiotska. In tako, če jo slišiš izven te idiotske kulture, v kateri živimo, se ti zdi enostavno butasta, ampak obstaja. Ideja je, bogate moramo narediti bolj bogate, zaradi tega, ker potem bo bogatstvo, ki ga bojo oni ustvarjali, pricurljalo tudi do nižjih slojev. To je enostavno, mislim, sliši noro idiotsko. Ja, pa samo tako funkcionira? Ja, tako funkcionira na svet. Sprav, bogate je treba narediti ekstremno bogate. Nekih dvakrat bogatejših, kot so bili. Ja, to je rešitev, v krizi smo. Kaj smo narediti? Ja, bogati rabijo več bogatstva. Mislim, to je, problem je, da imajo bogati premalo bogatstva. To je, ne? Problem je v tem, da moramo njim dati več bogatstva, zato da bo lahko sploh kaj tudi k nam pricurljalo. To je dejansko ideologija. Mislim, in zato rešujemo banke tudi. Ja, seveda, ne? Zato moramo vzeti otroka v vrtcu, pa da to v bančniku, ker drugače do otroka ne bo pricurljalo. Je strašno. Mislim, o tem govorim. Ampak zakaj moramo mi oponašati to, ker že oponašamo to? A to ameriško sceno? Ja, jaz to vidim pri nas tako stanje v Sloveniji. Zakaj oponašamo same slabe stvari? Pa še to vidim, da smo preveč komod. Samo splošno rečem, ne, da ne bo kdo kaj rekel, da komu kaj govorim, ki se morda zelo trudi v kakšni pozitivni smeri. Ne? Pardon, ker skačem takole v res, ne? Danes smo zelo v intimnem slogu, tako da, ja, zdaj sem pogledala na uro in sem tako padla not v filozofski pogovor, da nisem opazila, da smo že skoraj 2 uri na sceni, da že malce preizkušava potrpljenje naših udeležencev. Tako da bomo kar zaključili ta formalni del. Gregor, hvala ti zelo za tale sprehod skozi zanimive filozofske ideje in njihovo interpretacijo in ilustracijo. Prihodnjič se vidimo prvi četrtek v četrtku, to je 4. junija, ko bo z nami Alexi Koban. Ki je včeraj imel tudi to razstave. Tako da prisrčno vabljeni v vsaj tako velikem študu. In hvala vsem za potrpljenje, za komentarje, za udeležbo. Morebitna vprašanja pa prelagam na ta neformalni del, če bi si kdo želel še podaljšati za to, da... Ja, hvala za kompliment. Ja, hvala.